Zdaj, če nekako začnemo s tem, da zaključujemo eno obdobje in prehajamo v novo obdobje, je vsekakor pomembno to, da smo v zadnjih parih letih vsi dejansko deležniki na destinaciji, ne samo turizem Bled, ampak tudi turistično gospodarstvo in pa lokalna skupnost ugotovili, da nekako v novo smer moramo iti. In zdaj, če želimo to novo smer iti, je vsekakor treba biti tukaj aktiven, odgovoren in pa ne nazadnje delati to skupaj. Ena stvar, ki je dejansko tukaj ključna, pa je, da prehajamo od promocije k upravljanju destinacije, torej skrbimo tako za turistične tokove, tako za delo in pa usklajevanje prostora. Ne nazadnje je pa naš skupen cilj in izziv ta, da turizem, ki je pomembna gospodarska panoga, še naprej raste, dela na dodani vrednosti, obenem pa minimaliziramo te njegove stranske učinke. In to je po moje zgodba nove strategije Bleda 2045. Bled je zagotovo ena najbolj prepoznavnih destinacij in kot taka nekako postavlja standarde tudi za razvoj turizma celotne države. In jaz sem zelo vesela, da je potekal v zadnjem obdobju premislek o tem, kakšen Bled želite v destinaciji. In usmerjenost v trajnost je tista prava pot, na kateri sledimo tudi na nacionalni ravni, in Bled ima odlične temelje. Ima že dolgo tradicijo, ima odlično zgodbo Riklija, izjemne naravne kulturne danosti, povezovanje v regijo je zelo močno in seveda odlično ekipo zavoda, ki razume, kako upravljati turizem, da se bo lahko soočil s številnimi izzivi danes. V bistvu ta prehod naslavlja ključen problem Bleda, trenutni, ki je preveč dnevnih obiskovalcev in premajhen izplen, če zelo grdo povem ekonomsko, ponudnikov na destinacije. Enostavno prevelika številka obiskovalcev in turistov in premalo finančnih učinkov. Zato je pomembno spremeniti ponudbo v smeri, da se dlje časa ostane na destinaciji, da se stvari doživi, ne zgolj vidi. Vsekakor imamo torej neko rdečo nit, po kateri bomo lahko vsi peljali, po drugi strani pa ne samo izgovor, ampak tudi argument in dokument, kako naj se nam drugi pridružijo in kako lahko gremo v isto smer. Ko govorimo o argumentih, komu? Seveda investitorjem, državi in vsem tistim, ki bi imeli kakršnekoli interese na Bledu. In seveda pozitivno tudi za nas, lokalce.